soboto 6. septembra so v občini Slovenska Bistrica ponovno oživele podobe bistriških domačij. Dogodek je obiskovalcem približal bogato kulturno dediščino, domače običaje ter ustvarjalnost lokalnih rokodelcev. V mestnem jedru in okolici so se zvrstile številne delavnice, predstavitve in pokušine, ki so združile tradicijo in sodobno ustvarjalnost. Med ustvarjalci, ki so na parkirišču ob parku razstavljali svoje izdelke, se je predstavila tudi kaligrafinja Karmen Zaletel Potočnik, ki s svojimi izdelki na unikaten način združuje staro umetnost pisave in sodobno oblikovanje. S kaligrafijo se ukvarjam z razloga, ker moja pisava ni bila ravno najlepša. Zato sem se tega projekta lotila, da se to naučim. Zdaj pa je to preraslo v neko ljubezen, neko strast, nek hobi. In hvala Bogu je kaligrafija z novim rokodelskim zakonom tudi uvrščena med rokodelske panoge in čutim dolžnost, da to tradicijo širim dalje. Danes so tu na voljo moji kaligrafski izdelki, s katerimi poskušam na nek modernejši način obuditi to rokodelsko panogo. Ne gre zgolj samo za pisavo, ampak za izdelke z dodano vrednostjo. Nekaj je tudi mojih samostojnih dizajnov, ki jih tule danes predstavljam. Ljudje kaligrafije ne poznajo, zato želim doprinesti z mojim delom, da se ta panoga širi dalje. To je del naše tradicije, del slovenstva. Ta rokodelska panoga je del nas od leta 1770 najmanj, ko se pojavi v slovenskem šolskem prostoru kot samostojni šolski predmet. In ker je del nas, naj tako tudi ostane. Zato širim to dalje. V sklopu dogodka so obiskovalci lahko spoznali tudi delo Centra domače in umetnostne obrti, kjer je v okviru festivala keramike potekala zanimiva delavnica. Danes smo v okviru Keramikarta, se pravi vsakoletnega dogodka, pripravili reciklažni dan, bom rekla, ne? In to, da smo glino reciklirano, se pravi odpadna glina. Ko delamo, enkrat delamo z belo glino, enkrat delamo z glino iz pragerskega, enkrat iz uvoza iz Nemčije, ne? Ko imamo različne gline in te ostanke ne moreš med sabo povezati, ker če različne gline imajo različne skrčke in tako naprej, ne dobiš pametnega izdelka, ne? In v bistvu se nam nabira ta odpadna glina, jo shranjujemo, lahko je taka v suhi obliki, a ne? Tam smo jo pol mogli razbiti, ne? Lahko pa jo je tudi že namočena, a ne? In to odpadno glino smo povezali z odpadnim papirjem. Kot vidite, to vsi poznamo in ta je najboljše, to je pisarniška zadeva, ne, zmleta. Ta sem rekla, da so nam jo od zgoraj poslali eno tako vrečo, ker je zelo pomembno pri tej odpadnem papirju, da je čim bolj narezan, ne? Drugače pa lahko porabimo tudi vse embalažo od jajc do, papir, ki je naraven, ne? Tako, to je bil tema današnjega dneva v Keramikartu, ki je nasploh zdaj delamo projekt Lokalni materiali in dediščina, kjer raziskujemo lokalne gline, iščemo glino, ki jo bomo imeli v Bistrici in okolici jo imamo in želimo z nje dobiti ene kvalitetne, bom rekla, dekorativne premaze, ki bodo naši lokalni nekaj posebnega. Tako da jutri nadaljujemo s temi delavnicami in v duhu gline, materijala smo tudi izvedli ta Keramikart. Poseben poudarek letošnjih podob bistriških domačij je tudi projekt Od mlina do mlina. Obiskovalci so si lahko ogledali še Torov mlin na dnevu odprtih vrat, zatem pa je sledila še slovesnost ob otvoritvi čezmejnega muzeja mlinov. Poseben dan je, saj odpiramo vrata čezmejnemu muzeju mlinov.
ki ga pri nas v Sloveniji oziroma za nas vodi Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Posebej smo seveda veseli, da sta v ta projekt od mlina do mlina že vključena dva mlina na Slovenskem. Prvi, verjetno malo bolj poznan, Babičev mlin, in pa kot drugi pa ta naš Šetorov mlin, pri katerem smo danes zbrani. Res je morda manjši, morda tudi nekoliko malo manj poznan, ampak zato za nas nič manj pomemben, ker nosi velike zgodbe za nas in spomine naših oziroma delo naših prednikov. Zdaj toplo seveda pozdravljamo tudi predstavnike iz sosednje Madžarske, od koder v bistvu prihajajo pobude in znanje prvega društva mlinarjev celo na svetu. Veseli nas, da nas dediščina v bistvu povezuje nekako tudi čez meje. Dogajanje v mestnem jedru pa ni minilo brez tradicionalnega ocenjevanja kvašenih izdelkov, ki ima v teh krajih dolgoletno tradicijo. Letos lahko smo razširili število izdelkov, do zdaj smo imeli samo kruhe, potice in pa ognjišne potice, in letos smo dodali še kifeljčke, buhtle in pa krofe. Tako da lahko tudi tiste gospe, ki nimajo krušne peči, da ne morejo kruha speči, lahko spečejo zdaj krofe, to pa fritezo ima skoraj vsaka ženska, tako da lahko to naredi, ali pa kifeljčke pa te stvari. Mislim, da je prav, da ta razstava je in da se to vzdržuje naprej, da se nam pridružuje, da smo razširili nabor izdelkov, ki jih ocenimo, ker se nam to lahko pridružijo tudi mlajše članice, ki niso vešče peke kruha, da se tradicija prenaša naprej. Po ocenjevanju dobrot je sledila še podelitev priznanj. Ob tem je obiskovalcem nekaj besed namenil tudi organizator dogodka. Letos gre za 28. izvedbo podob bistriških domačij. Zdaj 28 let je doba, v kateri marsikaj vidiš, marsikaj spoznaš, pa ne nazadnje tudi kakšno malenkost spremeniš. Tako da, kar se tiče letos mogoče malo bolj za nekatere misterioznega dejstva, da so podobe izvedene v enem dnevu, kot vidite, vsebinsko bistvenih sprememb ni bilo, smo pa na nek način združevali praktično identične aktivnosti, ki so tekle v preteklih letih, letos samo z izvedbo v enem dnevu, pa mogoče kak ščep česa novega tudi dodali. Skozi ustvarjalnost, druženje in okušanje domačih dobrot so podobe bistriških domačij še enkrat dokazale, da so domači običaji in ročna dela še vedno močno vtkana v utrip Slovenske Bistrice.